Zdaj bi pa mi začeli kar s prvim programskim sklopom, v katerem bomo bolje spoznali govorno sintezo. K besedi najprej vabim rednega profesorja, doktorja Zdravka Kačiča iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Njegova raziskovalna dejavnost obsega področja digitalnega procesiranja govornega signala, analize zvočnih scen, sinteze in razpoznavanja govora ter multimodalnih vmesnikov. Dr. Zdravko Kačič bo spregovoril o sintezi govora v svetu in orisal trenutno situacijo v Sloveniji. Izvolite. Torej, tako kot smo se s kolegi dogovorili, bom jaz predstavil področje sinteze govora z pogledom na to, kar se danes dogaja v svetu. Kolegi pa bodo potem več časa posvetili temu, kar pa danes lahko povemo o stanju tehnike v Sloveniji. Torej, sinteza govora je področje, ki se razvija že desetletja in jaz bom na kratko na začetku orisal pregled zgodovine, kar nekaj posnetkov sem pripravil, da bomo lahko podoživeli dogajanja v zadnjih praktično 60 letih. Potem pa se ozrl tudi na to, kako so sistemi razpoložljivi danes, katere tehnologije se za to uporabljajo čisto takole površinsko in se potem na koncu tudi vprašal, ali je to to. Torej, ali morda govor kot pravzaprav tisti ključen element, ki omogoča človeku razvoj, ki ga danes dosega, v obliki tehnoloških rešitev ima potencial, da doseže vse tisto, kar z govorom lahko dosegamo ljudje. Torej, če se ozremo v zgodovino, potem vidimo, da so začetki pravzaprav v 30 letih prejšnjega stoletja, da pa je v 70 letih Kubrick posnel film, v katerem lahko slišimo tale posnetek. Upam, da se bo slišal, ker sem moral preseliti moje predstavitev na drugo. Žal, zgleda, da ne bo. Dobro, bom poskušal samo orisati dejanski potek. Torej, v 30 letih, seveda takrat, še ne govorimo o digitalnih računalnikih, so bile to posebne naprave, ki so v analogni tehniki omogočali generiranje govornega signala. Pravzaprav prelomnico, lahko rečemo, smo doživeli v leta 1939, torej ne mi, ampak naši dedki in babice večinoma, kjer so prvič predstavili sistem sinteze govora, ki pa je bil sistem voden s strani operaterja, ki je igral na napravo podobno kot je klavir na tipke in z različnim zaporedjem pritiskanja na tipke tudi tvoril govor. Takrat je bilo to na svetovni razstavi izjemno velika senzacija in pravzaprav odprla pot k razumevanju govora kot takšnem in tudi razvoju različnih sistemov, ki so se potem v naslednjih desetletjih vrstili. Dolgo časa je bil osnovni problem to, da ni bilo razumevanja, kaj govor kot signal pravzaprav je, kaj ga karakterizira, kaj je potrebno v govoru dejansko parametrizirati, da bi ga lahko potem reproducirali. In v 50 letih smo potem dobili prve teoretične modele, ki so bili osnova za tako imenovane formantne sintetizatorje, ki so nekje do 70 let prevladovali na raziskovalnem področju, vendar se je pokazalo, da je znanje o karakteristikah govora prešibko, da bi lahko s tako preprostimi modeli generirali dovolj kvalitetne govorni signal, kar velja pravzaprav še danes podobna ugotovitev. In so se v 70 letih začeli tako imenovani difonski oziroma sintetizatorjev na osnovi različnih enot, kar pomeni, da človeški govor uporabimo za to, da ga sestavljamo kot Lego kocke po enotah in skušamo na ta način tvoriti govor, tako imenovana konkatenativna sinteza. Danes pa smo nekako v obdobju, kjer prevladuje tako imenovana korpusna sinteza, ta pa izkorišča zmožnosti digitalnih računalnikov, da uporabljajo svojo veliko procesorsko moč za to, da lahko obvladujejo velike zapise, torej obsežne zapise
govornega signala nekaj ur, 10-12 ur posnetega govora, iz katerega povzamejo najboljše elemente, ki jih potrebujejo za tvorjenje potem sintetiziranega teksta, ki ga skušamo v čim bolj naravni obliki tudi na to reproducirati. Zdravje. Kakšne tipe sinteze pa dejansko danes lahko ločimo? Gre namreč za to, da je govor kot neko sporočilno sredstvo, pravimo mu kot komunikacijska modalnost, seveda, kot vsi vemo, izjemno pomemben, ne nazadnje, kot sem že omenil, je temelj našega sporazumevanja, pa kljub temu za tehnične rešitve je dobro, če to nekako klasificiramo v smislu težavnostnih stopenj, zahtevnostnih stopenj. Tako imamo recimo 3 glavne skupine, ki jih lahko prepoznamo. Prva, najenostavnejša, ki je pravzaprav že od 30 let prejšnjega stoletja v uporabi, je tako imenovana reproduktivna sinteza govora, kar pomeni, da določeno množico sporočil vnaprej posnamete, nato pa v ustreznih kontekstih, glede na potrebe uporabnika, predvajate posamezno naprej posneto sporočilo. Teh sporočil lahko tudi nekaj 100, vendar pa je to pravzaprav tista tudi zgornja meja, kjer se takšno rešitvijo lahko uporabljate govor kot komunikacijsko sredstvo. Tisto, kar je danes aktualno, o čemer se bomo danes tudi največ pogovarjali, je besedilo v govor, tako imenovani sistemi avtomatske sinteze govora ali samodejne sinteze govora, ki neko vhodno besedilo pretvorijo v govor, za katerega se trudimo, da bi bil čim bolj naraven, z ustrezno intonacijo in da bi obdržal vso tisto sporočilno vrednost, ki jo običajno človek pri govorni komunikaciji tudi nekako vplete v sam govorni signal. Naslednji korak pa bi lahko opredelili kot koncept v govor. To pa je to, kar počne človek, torej mi misli, ki se nam podijo po glavi, skušamo oblikovati v bolj ali manj razlomljiva sporočila in jih nato tako v smislu semantične, kot tudi prozodične informacije posredujemo sogovorniku. To je zelo zahteven proces, ki ga v zelo omejenem obsegu danes zmoremo tudi s pomočjo tehničnih rešitev, torej teh sintetizatorjev govora. Če pa pogledamo, kaj lahko danes pričakujemo od sinteze, pa lahko vsekako rečemo, da lahko od sinteze pričakujemo pravzaprav že kar veliko kvaliteto. To pomeni, da lahko z obstoječimi tehnologijami sinteze pokrijemo že precej veliko aplikacijskih domen, torej posameznih storitev, opravil, ki se izkazujejo potem za človeka kot pomembna dodana vrednost. Kako pa nekako vidimo ves postopek sinteze govora, ne bom se spuščal v podrobnosti, samo toliko, da imamo predstavo, kaj pravzaprav je potrebno rešiti. Čeprav se mi večinoma zelo enostavno pogovarjamo s pomočjo govora, torej vemo, da so ob sobotah na tržnicah sposobni posamezniki govoriti ure in ure, brez da bi kakorkoli čutili utrujenost, kar pomeni, da govor, izjemno zahteven komunikacijski kanal, pravzaprav za človeka ne predstavlja velikega napora, njegova uporaba, pa vendar, če ga začnemo malo podrobneje analizirati v vseh njegovih nivojih, vidimo, da gre za izjemno kompleksen proces, ki ga je potrebno, če želimo to v neko tehnično rešitev preliti, tudi zelo nekako natančno obdelati, in tu imamo ravno težave, ker je razumevanje vseh procesov še vedno precej omejeno. V splošnem pa lahko rečemo, da imamo 2 dela procesiranja govora in sinteze. Če vzamemo to nalogo, pretvorbo teksta v govor, potem je najprej potrebno sploh analizirati, kaj je potrebno prevesti v govor, torej vhodni tekst razčleniti. Tu pravimo, da gre za tekstovno analizo ali pa besedilno analizo, kjer je potrebno za vsako besedo opredeliti, kaj ta beseda v nekem kontekstu stavka pomeni, kakšna je njena vloga. Moramo vedeti, da se tukaj ne trudimo razumeti besedila, kajti to je prezahtevno, pač pa skušamo samo poiskati neke najprimernejše vzorce za podobno sestavljena besedila, ki jih skušamo na to v obliki prozodičnih parametrov
ovrednotiti tako, da govor nekako zveni čim bolj naravno. To pomeni, da lahko nesmiselne besede prav tako lepo sintetiziramo kot smiselne besede, glede na to, da pa so sistemi običajno ozko naučeni na neke vzorce, pa bi te nesmiselne besede vseeno zvenele nekoliko nenavadno. Hočem pa reči, da nikakor tu ne gre za to, da bi na enak način procesirali to informacijo, kot je tega sposoben človek. Da lahko to naredimo, torej to analizo, potrebujemo veliko znanja o jeziku in tukaj smo se vsi v preteklih 20 letih zelo trudili, da bi znanje, ki ga imamo v glavah ali pa v učbenikih, prelili v ustrezno elektronsko obliko. MEBIS tukaj kot podjetje zagotovo za najdaljšo tradicijo in ogromno stvari so naredili, ki danes so pravzaprav ključni za to, da lahko govorimo o sistemih sinteze slovenskega govora. Rezultat te tekstovne analize pa je za vsako besedo dodana množica informacij, ki pove, kakšna je to besedna vrsta, kako dolgi morajo biti posamezni fonemi, kakšna mora biti naglas posamezne besede v stavku ali pa v nizu, ki ga moramo sintetizirati. Torej govorimo o tem, da moramo opredeliti prozodične značilnosti posameznih besed in v drugem delu, ki ga imenujemo pa akustični del, pa potem uporabimo te podatke za to, da iz, kot sem že omenil danes, najpogosteje vnaprej posnetih posnetkov govora, torej nekaj ur govora, iščemo posamezne foneme ali širše nekako enote, bliže nam je v bistvu zlog, kjer poskušamo najti v tej posnetku takšen zapis, ki glede na te prozodične značilnosti najbolje ustreza. Te na to sestavljamo, kot rečeno, kot lego kocke in jih potem reproduciramo, rezultat, ki ga dobimo, pa lahko potem nadalje analiziramo in skušamo izboljšati. Torej gre tukaj za dve ključni nalogi, na eni strani analiza besedila in na drugi strani oblikovanje akustičnega signala, ki potem omogoča doseganje želene kvalitete govora. Tako na eni kot na drugi strani je potrebno rešiti vrsto težav, na tekstovni predvsem težave nejasnosti, ker je ena beseda lahko večpomenska, na strani akustika predvsem iskanje tistega optimalnega poteka vseh značilnosti govora, še posebej, ker je bil govor posnet v enem kontekstu nekega stavka, mi pa želimo te enote uporabiti v čist drugem kontekstu nekega tretjega stavka. Zato je to lahko včasih zelo problematično in kot boste videli, jaz sem pripravil tu množico primerov, upam, da bo tole možno predvajati, da so tudi pri istem sistemu sinteze za različne govorce lahko zelo opazne razlike v kvaliteti govora. To je pač povezano s tehnologijo, ki jo danes uporabljamo v večini. Kakšna je torej uporaba sistema avtomatske sinteze govora danes v praksi ali kaj od njih pričakujemo? Zagotovo lahko rečemo, da so sistemi sinteze govora, če govorimo o stanju v svetu, dosegli stopnjo, ker pomenijo pomembno komunikacijsko modalnost za vse večjo množico aplikacijskih domen. Torej zagotovo je veliko interesa različnih uporabniških skupin za to, da bi v čim večji meri te sisteme vključili, ker kot vemo je govorna komunikacija najučinkovitejši način komunikacije pri ljudeh. Dva, bi lahko rekli, ključna postopka se danes uporabljata, v bistvu korpusna sinteza in pa statistično modeliranje. Pojavljajo se tudi algoritmi nevronskih mrež, torej Deep Neural Networks Learning, ki pa so bolj ali manj še v raziskovalni fazi. To, kar pa srečamo na tržišču, so pa večinoma korpusna sinteza, tako imena neuniformna izbira enot, kar pomeni, da sem prej rekel, recimo, da zlagamo to kot lego kocke zloge med seboj, tu pa je nadgradnja v tem smislu, da pač v posnetem gradivu iščemo tiste najdaljše možne enote, ki zadoščajo našim zahtevam. Če bi imeli srečo in bi zahtevali, da moramo sintetizirati stavek, ki smo ga posneli v bazi, potem bi pač vzeli kar cel stavek in ga reproducirali. V tem je ideja in to se je pokazalo z naravnostjo in prozorničnimi značilnostmi kot tisti pristop, ki danes prevladuje.
Na tržišču v svetu je kar nekaj sistemov, ki se uporabljajo in seveda se tudi tržijo. Vsak tak sistem običajno ponuja več glasov in tudi veliko jih je na voljo že za več različnih jezikov. Dejstvo pa je, da izmed vseh, ki sem jih nekako preiskal, nihče ne podpira slovenskega jezika v takšnem obsegu in seveda za tiste namene, kot so ti sistemi namenjeni, to pa je za čisto široko rabo, kjer pač vidite, da lahko ti sistemi dodano vrednost nekako predstavljajo. In zakaj se zdaj vprašajmo, ni za slovenski jezik nobenega tega izmed teh sistemov na voljo? Razlog je preprost. Tehnologija, ki jo danes uporabljamo, je zapletena v smislu priprave posameznega glasu za posamezen jezik. Če ste izvedli sistem sinteze za nemški jezik, vam to čisto nič ne pomaga, če želite izvesti zdaj sistem sinteze za slovenski jezik. Kajti to je popolnoma druga zgodba in delo, ki ga morate upraviti tako na nivoju zagotavljanja virov, kot tudi znanj o analizi besedila, kot tudi virov in znanj pri pripravi akustičnega dela sinteze, se praktično ne razlikuje in je potrebno veliko, praktično skoraj, lahko rečemo 80% stvari, kar zadeva časovno zahtevnosti, narediti na novo. Ker pa nažalost nas je samo 2 milijona in ker nimamo recimo Brazilije, ki bi potem slovenščino raztegnila na 100 milijonov, kot imajo Portugalci, smo pač nezanimivo tržišče, kar so povedali našim kolegom že pred časom pri Microsoftu in danes se to pozna tudi pri tem, da pač za slovenski jezik zaenkrat ni razpoložljive sinteze teh sistemov. Saj je pravzaprav potencialno tržišče tisto, ki prepričuje proizvajalce, da se odločijo za razvoj posameznih torej jezikov in pa tudi govorcev. Če boste pogledali spletne strani recimo teh proizvajalcev, potem boste videli, da prevladujejo tisti jeziki po številu govorcev, ki seveda predstavljajo večjo tržišče, kakor greste na manjši trg, potem imate recimo na voljo samo en glas. To je zagotovo nekaj, kar je potrebno upoštevati. No, če pa sedaj gremo malo gledati, kateri sistemi danes so na voljo, lahko jih najdete na spletu in jih tudi nekje poskusite uporabiti, samo vtipkate tekst in pogledate, kaj recimo pride ven akustično. Potem je zagotovo v evropskem prostoru pomemben ponudnik tovrstnih sistemov Acapela, ki je dejansko konzorcij 3-4 ključnih podjetij, ki so pred leti se povezali v evropskem prostoru in ponujajo vrsto jezikov ter tudi vrsto različnih govorcev. Jaz sem nekako si izbral za rdečo nit pravljico o Sneguljčici, nekaj besed iz te zgodbe, tako da boste lahko morda dobili vtis, kako danes uporabljati sisteme v smislu nekih kompleksnejših nalog, ne samo da vam povedo nekaj besed ali en stavek, ampak poskušajo tudi vključiti nek širši prozodični kontekst pripovedovanja določene zgodbe. No, upajmo, da bo šlo. Torej, sistem uporablja tako malo neuniformno izbiro enot, iz baze išče tisto, kar je pravzaprav najprimernejše, ne glede na to, kako dolgo ta sklop je. Takšna je vsaj na spletni strani tehnička specifikacija, čeprav o tem ne govorijo radi. Poglejmo, če bomo lahko slišali. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy as she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Recimo potem isti sistem, to so isti sistem ženski glas. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Torej, gre za to, da ta sistem v bistvu na enak način procesira vhodno besedilo,
te razlike, ki pa jih lahko zdaj slišite in opazite, verjamem, da ste jih, ne, pa izhajajo iz tega, da je dejansko za vsak ta glas bila posneta baza in van so bile na nek način tudi vključene značilnosti posameznega govorca. In zato tudi vidite, da pri tovrstni sintezi prihaja med posameznimi govorci do opaznih razlik pri intonaciji, pri razpoložljivosti, pravzaprav posameznih dolžin, bi rekel, teh sestavnih delov Lego kock, kjer se nekateri glasovi znotraj besede pojavljajo v daljši ali krajši obliki, čeprav intonacijski model je pri vseh bolj ali manj enak, torej, ker je generiran z istim tem besedilnim delom. Pa morda poglejmo samo, kako recimo slišati otroka. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Torej, lahko vidimo, da vsak glas v bistvu izžareva neke svoje karakteristike, razumljivost seveda je stvar okusa posameznika, od hitrosti govora pa do korektnosti izgovorjave posameznih vokalov, vendar je bi rekel, v tem primeru lahko ocenimo kot že zelo visoko. Te napake, ki jih lahko zaznamo, niso bistvene za samo razumevanje sporočila, so bolj, bi rekel, stvar nekega prestiža, če nekdo želi predstaviti sistem sinteze, torej sistem, ki je sposoben govoriti, recimo v prihodnosti vsi opazujemo zdaj prihod robotov, humanoidnih robotov, ki zagotovo bodo morali znati govoriti in je jasno, proizvajalec teh robotov zagotovo zainteresiran, da je kvaliteta govora teh robotov zelo visoka. In tukaj že imamo visoko kvaliteto govora, vendar, vsaj po moje oceni, še ne dovolj, da bi lahko ti proizvajalci bili zadovoljni, kajti če se trudijo narediti na pogled nerazpoznavnega izgled človeka in robota, potem želijo to tudi doseči na področju govornega signala. Problem, ki ga imamo raziskovalci, pri tem je predvsem ta, da je govor izjemen komunikacijski kanal, kjer lahko ne samo zakodiramo tole verbalno informacijo, ampak imamo množico neverbalnih informacij, torej tistih, ki jih nekako opredeljujemo kot emocije, ki jih opredeljujemo kot nekaj je povedal, ne, pa vemo, da je nekaj še drugega želel, pridemo domov zvečer ob 2, ne, takoj vemo po eni besedi moža ali žene, kaj si lahko obetamo, tako da tukaj gre res za izjemno bogat vir informacij. No in vprašanje se postavlja, kako pa na področju sinteze, ali lahko z obstoječimi tehnologijami tudi tukaj pričakujemo podobno zmožnosti. No in dejstvo je, da je seveda odgovor bolj ali manj negativen, določeni poskusi so, tukaj imam recimo za ta sistem a cappella emocije v smislu veselega ali žalostnega govora, pa si boste lahko sami ustvarili mnenje, kako to se sliši. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Recimo, to je bil zdaj kot neutralni govor, brez emocij. Zdaj pa pogledamo, kako bi lahko opredelili vesel govor. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Pa recimo, žalosten, torej ta dva iz teh opredeljenih emocij na 2 različnih koncih. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Torej vidite, da je sposobnost nekako dejanskega izražanja emocij v primerjavi z tem, kar mi zmoremo, običajni ljudje, seveda enako kot da primerjamo nas danes z ljudmi v kabini dobi. Torej, nimamo možnosti, ravno zaradi uporabljene tehnologije, kot sem rekel, konkatenativne sinteze, ker iz že obstoječih baz vzamemo govor in ga poskušamo nekako sedaj spreminja do te mere, da bi zdaj imel pa emocionalni naboj, tukaj se takoj trči ob zid, da se pa potem kvaliteta govora spremeni, da ne zveni naravno in seveda potem učinka ni pravega. No,
Imamo tudi več različnih, kot sem že rekel, jezikov, zdaj jaz ne bom vsega predvajal, če bi kdo želel pozneje še kaj lahko od tega, ampak samo morda, kako v nemščini dobite občutek, kako isti sistem z, bi rekel, dokaj kvalitetno, že tukaj vidimo lahko razliko med angleško angleščino in ameriško angleščino, in ker imamo evropska podjetja, je opazna razlika v kvaliteti na angleško in ameriško angleščino, tukaj pa recimo je nemščina. Es war einmal eine Königin. Diese hatte keine Kinder, wünschte sich aber eins, da sie so einsam war. Eines Tages saß sie an einer Stickerei und betrachtete den Rahmen von schwarzem Ebenholz. Draußen schneite es und die Schneeflocken tanzten vom Himmel. No, pa, ker smo seveda Slovenci pripadniki, torej naš jezik slovanskih jezikov, je tukaj kar nekaj tudi možnosti, kot rečeno, jezikov iz teh skupin, pa bom samo recimo češčino predvajal. Žila jednou jedna krásná dívka jménem Sněhurka. Byla skutečně nádherná. Maminka by z ní měla určitě radost, ale maminku neměla. Bydlela se svou macechou, která sice byla také moc krásná, ale také zlá. Nas zanima, ker nimamo tukaj na voljo slovenskega jezika, kako pa, če bi pa vseeno poskušali uporabljati te sisteme za slovenski jezik, kaj bi se potem zgodilo. In tu imam nekaj primerov, recimo, poglejmo si, če bi kar angleški sistem uporabili za slovenščino, tukaj moramo zdaj gledati dvoje. Prvič, da so pravila, ki jih uporabljajo sintetizatorji, prirejena za angleški jezik, ki jih zdaj v bistvu skušamo uporabiti za slovenski jezik, in drugič, da baza izgovorjav, ki jo uporabljamo, je baza izgovorjav angleškega jezika z fonemi, ki so v angleškem jeziku, z fonemi, ki jih v slovenskem jeziku ni, in obratno, in kaj recimo lahko tukaj pričakujemo. Zdaj vas prosim, da napnite ušesa. Nekega zemskega dne, ko so z nebe popolsevali debel snezink, žabok nuzdela kralčika in vezla. Pol snezink Joša teko pridagnil. Dosežen na doma zbodla VPRST in tri kapljice skrviso kanil nesneg. Torej vidimo, da so ti sistemi direktno uporabni, neuporabni. Če pa gremo za sisteme, ki recimo so namenjeni slovanskim jezikom, pa je morda zadeva vseeno nekoliko drugačna, recimo poljščina. Nekega zimskega dne, ko so z neba poplesavale debele snežinke, je ob oknu sedela kraljica in vezla. Ples snežinke jo je tako pritegnil, da se je nenadoma zbodla VPRST in tri kapljice krvi so kanile na sneg. Torej, že bolje, ampak seveda poljščina je precej oddaljena od slovenščine, pa poglejmo samo še češčino, da ne bomo predolgi. Nekega zimskega dne, ko so z neba poplesavale debele snežinky, je ob okny sedela kraljica in vezla. Ples snežinky jo je tako pritegnil, da se je nenadoma zbodla v prst in tri kapljice krvi so kanile na sneg. Torej lahko rečemo, da pa ta zadeva pa je že razumljiva, seveda prepoznamo intonacijo češčine, ampak če nimamo drugega, pa če je to za nas tako zelo pomembno, da je pravzaprav predstavlja ključni vir podatkov, je to tudi lahko uporabna rešitev. Vsekakor pa je pomembno, da razumemo, da za nekako visoko kvalitetno slovenščino potrebujemo v celoti sistem, ki je namenjen tudi slovenščini. Sistemi, ki so na voljo, jih je še kar precej. Jaz bom morda samo od vsakega, ki sem ga izbral, zdaj predvajal eno, drugače bo tega preveč, kot rečeno, lahko pa seveda pozneje tudi pogledamo, kaj, če bi bilo zanimivo. Samo morda, da med seboj lahko primerjate te sisteme. Sistem Ivona je tudi dokaj znan sistem, zdaj ga sicer prevzel Amazon, ampak ponuja kar nekaj, ne sicer tako velik nabor, ampak kar nekaj različnih jezikov in pa govorcev. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with two daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Torej, podobna kvaliteta je pa res, zdaj, če bi preposlušali vse, da bi videli, da recimo pri nekaterih govorcih je boljši sistem Ivona, pri drugih govorcih je boljši prejšnji sistem. Tukaj je težko reči, zdaj imamo en sistem, zdaj pa bomo imeli 100 govorcev in vsi bodo enake kvalitete, ker je to dosta odvisno tudi od tega. Kako pa recimo Rusi govorijo slovensko? Некего зимского дня, коса за небо поплясывали дебели снизинки, и об окну сидела крольича и везла. Пляс снизинки и так притягнил. Да сие не надо, мы сбодла ВПРСТ, интрика, плечи, крови соканили на снег.
recimo. Torej, bolj ali manj lahko tudi tukaj vidimo neke povezave med znanimi teorijami o tem, kako podobni so si jeziki in tudi kako uporabne recimo ti sistemi za generiranje slovenskega jezika. Mislim, da sta ta dva sistema pravzaprav ključna, ki jih v svetu lahko najdemo z torej največjim izborom tako pokritih jezikov kot tudi govorcev, potem pa so tukaj sistemi še recimo iSpeech, Voice Reader, pa ne bi morda, ker smo že malo časovno v stiski, sistem NeoSpeech, sistem Outcast, sistem Capstral, Google recimo ima sistem, čeprav tukaj morda ni najbolj posrečen, ampak ker je toliko znan, morda predvajam. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was, for her mother was dead. Her father had married another woman, a widow with 2 daughters, and her stepmother didn't like her one little bit. Torej vidimo, da znotraj nekega kvalitetnega ranga bolj ali manj kotirajo vse te sistemi, ki pravzaprav imajo zelo karakteristične težave povezane z uporabljeno tehnologijo in očitno je, da bo zelo težko s to isto tehnologijo zdaj preseči to in iti na kvaliteto, kot smo jo navajeni običajno v vsakdanji medsebojni komunikaciji. No, tule je pa se strani raziskovalcev najbolj znan sistem, tega sem še uvrstil, Festival, to je sistem, ki so ga razvili v osnovi angleški raziskovalci, potem so ga pa z različnimi jezikovnimi variantami podprli še drugi raziskovalci. Zakaj sem tega izbral? Zato, ker imamo tudi več različnih tehnologij. Torej tukaj prvo bom predvajal difonsko sintezo, to pomeni, da vzamete 2 fonema čisto takole iz baze in potem sestavljate besede po koščkih 2 fonemov. Izbira enot pomeni, da ne omejujete se samo na 2 fonema, ampak iščete čim daljše enote. HMM, končnica pa pomeni Hidden Markov Models, to pa so statistični modeli na zdravje, kjer pa poskušate te karakteristike govora nekako opisovati statističnimi modeli in jih potem tudi preko teh modelov generirati z željo, da bi maksimizirali pravzaprav kvaliteto govora, ki jo imate na voljo v posneti bazi. Samo morda na kratko. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was. Recimo, iz tega ste že videli, da je razlika kar precejšna. No, morda še tale, Alen. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was. Ali pa zdaj HMM. Once upon a time, there lived an unhappy young girl. Unhappy she was. Pri čemer tu moram povedati, da so to relativno stari posnetki, novejših pač nažalost ni, jaz sem sicer to zgeneriral, ampak z sistemom, ki je bil recimo že 5-6 let nazaj pravzaprav zaključen in se naprej ni več razvijal. Torej, če sedaj se vprašamo, kakšna je dejansko uporabnost komercialnih sistemov sinteze govora, potem zagotovo lahko rečemo, na vprašanje, ali so obstoječi komercialni sistemi avtomatske sinteze govora uporabni v izbranih ciljnih aplikacijah z namenom omogočiti izvajanje storitev, izboljšati učinkovitost komunikacije in pa tudi uporabniško izkušnjo, potem je definitivno odgovor, da to je danes že mogoče, torej za jezike, za katere obstajajo ti sistemi, se to veliko že uporablja. Drugo pa je vprašanje, ali obstoječe tehnologije sinteze govora omogočajo izpolnitev pričakovanj posameznih področij potencialnih uporab sinteze govora, ki zahtevajo na primer zmožnost tvorjenja poljubnega števila govorcev, personalizacijo sintetiziranega govora, recimo imate mobilni telefon, kjer bo v prihodnosti vgrajena vaša osebna tajnica, kjer se bo oglašala na klice in želite, da ima ta osebna tajnica vaš glas, torej kot da se nekdo pogovarja z vami. To je personalizacija govora. Emocionalni govor v takšnih obsegih, kot ga človek zmore, poljubno tvorjenje žive intonacije, da se lahko, bi lahko rekli na štajerskem, rečemo spakujete in ustvarjate poljubne vzorce. Vse to je namreč zakaj potrebno? Zato, ker bi lahko z tako zmožnimi sintetizatorji razmišljali tudi o tem, da bi interpretirali dramska besedila, da bi interpretirali poezijo, da bi sintetizatorji peli, da bi lahko danes
kateregakoli izmed znanih opernih pevcev, ki so že preminili, recimo ponovno oživili. Vse to so stvari, ki so seveda tehnološko možne, ampak žal bomo videli, ali že s temi tehnologijami. Prav tako bi lahko izvedli sisteme avtomatske sinhronizacije. S tem bi jasno nekateri bili ob določeno priložnost poslovno, ampak recimo cenovno bi zagotovo to bilo bistveno bolj nekako ugodno in tudi recimo tvorili sintetizirane komercialne oglase in tako naprej. Mislim, aplikacijskih področji uporabe je zelo veliko, no in odgovor, vsaj po mojem mnenju, je ne, in ta ne je z rdečo barvo bistveno večji kot da, kar pomeni, da so omejitve te tehnologije dejansko omejene zgolj na tisti prvi del, nikakor pa ne omogočajo naslavljanje teh nalog, ki sem jih zdaj navedel v takem daljšem vprašanju. Torej, za zaključek bi lahko rekel naslednje: sodobni sistemi sinteze govora dosegajo znotraj uporabnih področij, ki jih nekako naslavljajo, že dobro kvaliteto govora. Na tržišču so na voljo sistemi sinteze govora, ki ponujajo več različnih glasov, večinoma proizvajalci ponujajo tudi za različne jezike. Glede na to, da imamo danes v svetu približno 6000 jezikov različnih, je nabor jezikov, ki jih ponujajo ti proizvajalci, izjemno majhen, lahko bi rekli 1000-krat manjši od tega, kar je jezikov na voljo v svetu. Običajno je to številka jezikov, ki jih ponujajo. Res pa je, da vsi ti sistemi, ki sem se jih jaz pregledal in ki so tako splošno uporabni, ne vključujejo slovenskega jezika, kar pomeni, da je to problem, ki ga moramo v slovenskem prostoru sami rešiti. Zdaj, na kakšen način bo seveda stvar odločitve tistega, ki bo pripravljen to financirati. Dejstvo pa je, da je tudi, če bo kdo od zunaj to naredil, vprašanje, kakšna bo kvaliteta. Dejstvo pa je, da bomo danes videli, kakšna je kvaliteta, ki jo imamo danes. No, naslednje vprašanje je seveda tudi, ali obstoječi komercialni sistemi avtomatske sinteze govora omogočajo uporabo v izbranih ciljnih aplikacijah z namenom, da se bodisi izboljša izvajanje storitev, izboljša učinkovitost komunikacije in uporabniška izkušnja, zagotovo kvaliteta je takšna, da je odgovor pritrdilen. Po drugi strani pa, če naslovimo tiste ključne potencijale, ki jih ima danes avtomatska sinteza govora, pa je, vsaj po mojem prepričanju, odgovor ta, da bo potrebno iskati drugačne nove pristope, ki bodo dejansko omogočili sintezo brez govorne vnaprej posnete podlage in s tem tudi se izvili vseh tih omejitev, ki jih danes pravzaprav ta tehnologija postavlja za to, da lahko generira znotraj jasno opredeljenih okvirjev dovolj kvalitetno sintezo govora iz vnaprej posnete baze. Toliko, jaz vam lepo zahvaljujem za pozornost in seveda sem potem pripravljen na vprašanje ali še kakšne posnetke. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Kačiču za tole zanimivo predavanje. Preden bi pa mi nadaljevali z naslednjim predavanjem, bi mogoče namenili minuto, dve res kratki diskusiji, če ima mogoče kdo od vas kakšno vprašanje. Sicer pa, kot je že sam gospod omenil, lahko potem več med odmorom, ki ga bomo imeli. Tako da je mogoče kakšno vprašanje? Samo trenutek, da pridem. Moja se čisto kratko. Verjetno, da je cena priprave enega takega govora visoka. Koliko, če je ocena, koliko bi to stalo za slovenski jezik? Specialist, ampak zdaj, če rečem čisto razvojno, raziskovalno, gre v nekaj 100 000 evrov. Koliko je zdaj to, težko rečem. S tem, da moramo upoštevati, recimo, da so veliko stvari že narejenih. Brez tega pa je zadeva še višja. Izvolite. Evropska unija, deluje tole? Evropska unija je, glede na to, da ima tako široko paleto narodov, pravzaprav že verjetno pristopila k temu, a mogoče lahko poveste, katere jezike je možno dobiti na tem nivoju, ker vem, da je nekaj jezikov pravzaprav sfinancirala glede na to, da smo nekako v Evropski uniji enaki pred zakonom. Ja, drži. Mi smo imeli to mogoče nesrečo, da je Evropska unija koncentrirala raziskave in razvoj na to področje v okviru 4. in 5. okvirnega programa.
To pa je bilo v tistem času, ko mi še nismo bili v Evropski uniji, oziroma smo ravno vstopili v Evropsko unijo in bi lahko rekli, smo se obesili za rep teh prizadevanj. Tako da zelo malo virov in pa nekako iniciativ, ki jih je peljala Evropa, smo bili deležni v Sloveniji. Večinoma je šlo tukaj bolj za lastno iniциатиvo posameznih raziskovalcev, posameznih podjetij, ki so se zavestno, bi rekel, odpovedovale nekim trenutnim dobičkom in to vlagale v razvoj teh virov, ki so se zelo zavedali, kako pomembni so. Tako da je relativno malo teh virov preko tega prišlo. Je pa kar v Sloveniji precej virov, posamezne skupine so jih v takšnih ali drugačnih oblikah peljale in jaz mislim, da je kar dobra kondicija slovenskega jezika glede na te jezikovne vire. Zdaj teče tudi aktivnost Clarin, kjer poskušamo raziskovalci združevati vire, jih dati na voljo celotni skupnosti za raziskave. Verjamem pa tudi, da bo iz tega v nekem trenutku prišla tudi neka komercialna rešitev, ki bo dovolj kvalitetna ali pa primerljivo kvalitetna in na voljo širšim uporabnikom množice. Jaz imam sam za začetek eno manjše vprašanje, koliko je pripravljen slovenski ta jezik že takole zapisan? Je že kaj pripravljenega ali še bolj tako povoje, glede na to, da angleščina prevladuje? Ja, mislim, da so vsi viri, ki so potrebni za sintezo govora na voljo. Tu je vedno problem ta, da raziskovalci na področju raziskave govora pravimo there is no data like more data. Kar pomeni, nikoli ne morete zgraditi tako velik vir, da bi rekli, da zdaj pa ne rabimo več, zdaj pa imamo vse. Ampak je potrebno, ravno zaradi tehnologije, ki temelji na statističnih nekako pristopih, zdaj tako na razpoznavanju, ker v bistvu to ključna tehnologija, kot tudi se zdaj uveljavlja na sintezi, računati s tem, da je pač potrebno imati dovolj velik vzorec in pri statistiki nikoli ta vzorec ni dovolj velik. Ampak recimo imamo jezikovne korpuse, FIDA plus z nekaj 100 milijoni besed, imamo tudi označene korpuse, baze posnete, tako tega je kar veliko in Slovenija v Evropi bi lahko rekel ne velja za jezik, ki bi sodil med tiste, ki so slabše opremljeni, ampak je kar solidno opremljena. Ampak kot rečeno, ni pa Evropa za svojimi sredstvi temu, da zaenkrat še je zelo dosti prispevala. To je bolj interno z prepričevanjem in v bistvu prizadevanje tukaj sedečih pri prepričevanju vlade, da vendarle naj nameni določena sredstva so namenili, v primerjavi z tujino so pa ta sredstva bila pravzaprav, lahko bi rekel, skoraj marginalna. Ker obstaja tudi, malo več tega spremljam, pa precej raziskujem, baza govornega zapisa znanih ljudi, ki se lahko kasneje aplicira na recimo na angleščino in bi lahko govorili kot recimo, jaz bi prebral en tekst v angleščini, vmes bi ga pa umetno lahko že pretvorili kot da bi ga bral, ne vem, recimo Barack Obama. To je zanimivo za te stvari, ker gledam, ki bi se naprej aplicirale. Ja, zagotovo, tukaj je tehnologija neskončna, recimo to, kar pravite, recimo morphing, voice morphing, da v bistvu spreminjate karakteristike govora. Treba se je pa zavedati, da je eno nekaj, kar je rezultat določenih pristopov, znanstvenih pristopov, razvitih metod, ki poskušajo preizkušati nek koncept in tudi recimo v nekih demo projektih se najdejo, vendar zaenkrat nekih tovrstnih pristopov, ki bi dovolj kvalitetno za poljubno uporabo bili na voljo, zaenkrat še ni. Potencialo je pa ogromno. Gotovo, ja. Tako, hvala lepa še enkrat. Za vsa morebitna vprašanja pa, kot je že gospod dr. Kačič povedal, pa bo na voljo tudi med odmorom, ki bo sledil. Hvala.